danes je te tretjič. Mislim, v teh dneh je tretjič, odkar jo imajo vodo tukaj na razpolago. Koliko litrov vzamete? 2 kanistra taka, tole imamo pa dele za taščo. To je pa za prehrano, pa za umivanje. Zob recimo tudi. Zelenjave pa take, ja. To. Še sploh želočne težave, želodec je boli. Pa vi? Znači, jaz pa ne. Jaz sem zgleda bolj odporen, kako se temu reče. Se držite? Ja. Morajo neke svoje posode prinesti, pa jim nalijemo pitno vodo, tako da je za uporabo v gospodinjstvu, za kuho, za te osnovne stvari. Razmere so izredne, saj prav v nobeni komunali v državi tovrstnih primerov ne pomnijo. Zato so zdaj v Zbornici komunalnega gospodarstva za nasvete prosili evropske kolege. Medtem pa jeza med domačini narašča. Pravijo, da je huje kot v času koronavirusa. Zdaj naj bi po njihovih besedah zbolevale tudi domače živali in hišni ljubljenčki. Individualna odgovornost je tukaj objektivna, se pravi direktorja komunalnega podjetja in pa župana. Ker to je njihova krivda, ne pa naša, da nismo mi vedeli. To je njihova krivda. Ta prvo morajo vzroke ugotoviti, pa kdo je zatajil, če tako rečemo. Prej je brez vize, karkoli obsojati nekoga, ampak ko so dejstva na mizi, takrat pa rečemo. Vzorci, ki so jih vzeli na 8 lokacijah. 3 lokacije na tako imenovani surovi vodi, to so točke pred napravo za kloriranje in pa 5 točkah, najbolj tistih kritičnih na obrežju, kjer pričakujemo, da so najbolj kritični, kjer se nikakor ne bi smel pojaviti. A vam je kdo do današnjega dne povedal, ali lahko s to vodo pomivate tla, ali lahko napajate živino, se tuširate? Ne. Neč. Pa jo uporabljate recimo za umivanje? Ja, jo uporabljamo, kaj pa čemo? Pričakovanja so, da povejo ravno to, kar ste spraševali. Ljudje morajo vedeti, ali se lahko s to vodo umivajo, perejo zobe, ali lahko napajajo živino in tako naprej. In medtem NIJZ vrača žogico, da mora pravila glede tuširanja, kopanja in umivanja rok postaviti upravljalec sistema, torej v tem primeru Komunala Žalec.